Fantasy. Radio Fantasy. No, 3 minutke, če je 8:30 je ura, evo Radio Fantasy, jutranji program dodaja še en mikrofon in pozdrav Tilnu Čehu, Til Čeh. Tilu Čeh. Sej vem, ko se rekel Til, ko se zdaj sklanjajo, Tilu Čehu. Nisi vedel, kak bi, ne? Kako bi rekel? Živijo, dobro jutro. Til Čeh, ja, pozdravljen, dobro jutro, koliko si? Ja, sem, dajmo reči sem, to je- no, ker kaj dosti bolj prehvaliti ob 8:30 Nisi jutranji. zjutraj ne morem, nikakor nisem jutranji. Sem pa večerni, pa nočna ptica. Tam kako te se pa ne reče. Daj greš pa pol spat. Ja, ne vem, včeraj po moje ob 1:30, dveh, tu nek. Je pa si po dan navadi. šel, ne, v pol tih spat. No, danes, ja. Ja, Kaj pa tako. ti pa v Tako da lej. pol ti je oproščeno. Ker si šel res zgodaj spat, ne, tako da si že bil po koncu, ko smo še mi spali. Ja, jaz sem že pol razmišljal, bi sploh šel spat. Ja. A bi kar direktiva vršil. Pa se bi lahko v bistvu že ob 6 z nama začel. Ja, A veš, pa super. pol Juhu. Ja, Glej, kaj pa to? mi dva mama drugače 6:30 jutri tudi že včasih govejo župco. Ja, Ne? Tako da fajn, ne bi vse vedel. dobil. Jaz se Vse bi takrat dobil. prvič obrnem v posli ponavadi. Jaz ga hočem zanimirati, a veš, da bi on vseeno mogoče kdaj pa Ne, že ne. bolj zgodaj ne prišel. Pa ne gre. Tole je bila zgolj izjema. Zdaj, kar si kulinariko omenila, vem sicer, da lahko bi ga kupila s kakim mesekom, ne? To si dobro naštel. Z vegi varianto, ne? Ne, O jaz tem sem se kar bomo tak, še ta prav, pogovarjali. ta prav. Kaj pa kmečki imaš stil. rad od mesa, daj povej ti. Mislim, moram priznati, da sicer jaz nisem zdaj čistek, tako so včasih bili, da mora biti šnicl, če ne ni obrok, ne? Ampak pač vse vrste, malo mi je fajn, če je tudi solata, je fajn, če ima kakšna piščančka zraven, ne? Da ni zdaj samo zeleje, se nismo No, vidiš, zajci. ampak on govori v piščančku v solati, jaz samo ponovadi steak na solati. Ne? Ja, Jaz sem lej, no, spremljal- moramo biti skromni. ne, Jaz sem zdaj- spremljal ono kulinarično oddajo Riba Raca Rak, ne? Ja. In Til je skozi težil. A bomo jedli kaj mesa ali bo spet sam solata? Ja, glej, mene je skozi prezenetilo, ko so mi rekli, to imaš veganko, vegetarijanko, ojoj. Ojo, ne, kako to znam, skupino ker, so te veš, pa pol mislim, dal. Sej solato znam narediti, sam s tem ne bo doben navdušen. Ja, 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 dajmo se da. nekaj in pol. Pa sem nekaj na te telešče kot solate glih ne žvine. Ja, no, sam je imel izziv, ne? Tako si rekel, ena je bila veganka. Na ena je bila sebe je vegetarijanka. pokazala tisti. Ja, ki jaz ni sem na spil. sebe pokazala. Ja, ja. Til Čeh, ti si eden izmed naših osrednjih gostov jutri na 13. tradicionalnem nočnem pohodu na Celjsko kočo. A peš moram iti gor. Lahko Ja, greš. veš da? Oj, Kučak, ja, ti si mislil, da se boš pelal gor. Ti imaš tonsko ob 6 par nas na zboru. Se to pa ni več zdaj Pol pa jutranja peš ura. gor. Veš? Ja, Ja. ja, vse to je v redu. A če je popoldne zvečer, pa može. Lahko. Okej. Lahko. Ej, kako grevaš glasilke? Jo je čisto poprečen glede tega, ker mal preučlen. In pol ponovadi, ker na hiter nekaj zabrundam, preden moram začeti pet, tako da je dvakrat, trikrat, pa je pa rečemo, da smo. A veš, jaz sprašujem zato, ker ti, mislim, si zraven s fehterji, ne? Ja. Pa si samimi takimi fajn pobi, znanimi, ne? In me zanima, veš, jaz bi tudi rada prišla kdaj v tako eminentno družbo, pa me tule Janko noče spraviti nikamor, tudi z avtotunom, ne, a veš, v smislu, če lahko pa, ne, Aj, če se dobro ogrevanje upoješ, pri- pa je to to, tako, ne. Sem ti glih prej rekel, da je v akciji autotune. Ja, za 21 27 evrov mi lahko Glih narediš. zdaj je dobil ponudbo, tako da lahko. Ja, lej, tak jaz mislim, da je za izkoristiti. No. Ja, zdaj Til Čeh, ti si svoj prvi, pustimo zdaj Slovenija ima talent, ampak nek tak nastop na odru z skupino tipa Narodno-zabavni bend doživel kdaj? Pa s kom? Ja, veš kaj, čist, mislim zdaj, a gremo javne nastope, zaprte, ampak čist prvič Ja, smo mi mislim. začeli s Pebi že, kaj pa vem, koliko smo bili stari, 14 let. Smo naredili en tak trio, jaz sem imel dva kolega, oba sta igrala harmoniko in sem pač enemu kar prinesel, kupil sem mu, oziroma doma sem imel takrat električno kitaro, pa sem mu prinesel, sem rekel, Ti nauči boš se pa to bas špil. igrati na njo, nauči se bas kitaro igrati, električno. ampak nimam bas kitare, Ja. imam zelo navadno, lej, ampak dej se nauči, ne, in se je na navadno kitaro učil, pam, sem takrat je bilo to tang, 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 in je pa on to mogel zvaditi, no, tako da zdaj je ta basist Simon še vedno del Petelinov, basist ostal, harmoniko je po mojem kar dober pozabil. Tako da ja, no, in smo imeli tak trio in igrali po teh vaških žurkicah, ampak bolj zaprtega tipa, no. Kar se tiče pa bolj javnega,
Pa pol že s Petelini smo pa štartali, 3-4 leta nazaj. Imeli smo še en poskus dobrega špila enkrat v Črni, pa rajš ne bom o tem. Poskus dobrega špila. Učiš se, probuješ, pa pač ne veš gliho, kje razmer. Ampak ja, pol smo pa v Dupleku, tako da Duplek je naš tisti kraj, ko ga se bomo Rodno vedno mesto. spominjali. Ja. Petelinov in Tila Čeha. Tako je. No, ampak špilaš samimi petelini, v bistvu. Tako Ja, mi imamo cel kurnek s sabo, vedno na odru. Evo, dam eno, glede na to, da ste zapeli mojo tudi iz Polka koliki. Tako je. Zdaj vrtimo podlagi malo. Ja, moja je meni bila pesem že skozi všeč. Dejansko še jaz sem se učil solo petje pri Ireni Vrčkovnik in je pol enkrat ona si doma naštimala eno inštalacijo, nek računalnik, mikrofon. Je rekla, veš ti, zdaj pa lahko pri meni tudi kaj posnamemo. In prvi komad, ko sem ga pol dejansko pri njej posnela, bila moja. Neko matrico smo najdla, neko midi grozno takrat. Sam sebi sem bolj backupil, ampak lej, za prvi nek tak občutek je bilo in mislim, komad mi je ostal za skozi v spominu, pol sem pa tudi na Talentih hotel z njim biti in potem Zdaj pa malo počak, da zavrtim komad, ker ga od spodi že lovim da v intro. ne bo ga pol šlo stran. Tako, lovim intro. Evo ga. Na našem 13. tradicionalnem nočnem pohodu na Celjsko kočo z Radiem Fantasy bo poleg skupine Čikas tudi Tilče. Evo na. jutro. Dobro jutro, še No to. enkrat. Ej, sam te pa fajn stoji. A misliš, Lasi? Ja, to vidim. Kako ti zdaj to Ja. zmanevriraš. Ja, to je en kup enih predpriprav, veš, tako jaz sem že mogel... Ne. A se fenaš od spodi na zgor? Veš kaj, reč, po pravici se fenam tako, da glavo kontra obrnem. Ja. Se fenam, da že se posušijo. Da se ti špic pol naredi. Da že stojijo, ja. Tako da, to je čisto specialna priprava. Zdaj- Mora petelin imeti, Ja. Zdaj, če bi... kako se reče, petelinova greben. Kaj je to? Greben, ja. Greben, ne? Zdaj, malo spominja tudi, če bi hotel opisati, ste gledali kdaj film Nori na meri. A ja, Ja, sem... Ona je tudi malo tako naredila, pa je ostala tako, zaradi drugih stvari. Dobar. Tilci si v bistvu znaš ga konca. Ja, praktično. Lokovica pri Šoštanju. Lokovica pri Šoštanju. Tam v Vinku greš na zgor, priješ na Vele je vrh Krive Šoštanj, spati. pa Spatangar. Pa Spatan, ne? Bliz, to je vse, to je ta dolina. Ja, Vse zdaj... isto govorimo. A da? Ja. Kaj rečejo, najbolj slovensko, a ni to? Ja. ja, res je. Najbolj Res je. Vsi se hvalimo s Ja. tem. Vsi. Pa Vsem, vlečemo ko priješ v konori. ne? Ljubljano, ti vsak reče, ja, kva vi mislite. No. Ja. Daj mi povej, kot mulc, to je 3 leta nazaj, si nastopil na Slovenija ima talent Ja, in si se prvič pokazal. ja. Kak je bil feeling? A to si rekel kot mulj, zato ko sem si od takrat brado. Ja, vidim, ker si malo drugačen, zdaj si tak malo že, veš. Malo bolj poln. Tako. Ne, res, koliko je bilo na talentih, to je bila odskočna deska, ti je pomagalo, ne? Ja, mislim, ful zanimiva taka cela zgodba, zanimivi spomini so na talente, sem pa letos, ko gledam, ker vesel, da me ni tam več. Aha. Pa ne mislim nič slabega, ampak ker vem, koliko sem bil jaz nervozen takrat, koliko živčen, ko gledaš tisto oddajo v živo, pa vidiš, ko tam zadnji pomahajo na kameri, pa veš, ko sem ti takrat mogel pomahati, da ti je vse tresel si se od živcev in sem vesel, da je za mano. Ampak vesel sem pa tudi, da dejansko sem to čast imel doživeti, no? Da sem bil tudi v polfinalu, da je še malo ta del, pol ni sama audicijska oddaja in fajn, ja, mislim, to je res tak nor preskok, ko ti priješ tja v oddajo, ko se to enkrat predvaja po televiziji, če te še en dan prej doben ni poznal, te naslednji dan pol, ker vsi na ulici. Ja. Se pol počasi spet pade v parih mesecih, te čez par mesecev spet doben ne pozna, moraš začeti treba nazaj truditi. sam delati, ne, ampak... Mogoče vprašanje, glede na to, si omenil tremo, ne, pa nervozo na takem velikem odru, kakšna je povezava talentov pa bučnega olja? Čakaj malo, to si me pa zdaj dobo. Bučno olje pa talent. Prebiral sem en intervju iz tistega časa in iz zakulisja, kaj si najbolj zapomnil kot trparijo in kaj se je zgodilo, bučno olje. Bučno olje, daj me spomnim, ker zelo... Piše majc, imam napisano za oder je talentov, bučno olje, polil si je srajco. A ja, to pa hvala Bogu, da sem imel točno. Mi smo dobili neke take, kaj pa vem, no, kako se temu reče, bokse hrane, noter neko meso, malo solate in to vse skupaj je bilo politi malo z bučnim oljem in jaz imel pa belo srajco tisti dan. Super.
Ampak, hvala Bogu, sem jaz imel 2 zraven, no. Ampak je bilo pa res, da sem imel že make-up, pa vse tisto, ko te tam naštima, frizura, ne, da si ti pač pripravljen za pred kamero. In je bil problem zdaj, ko sem to začel slačiti, pa vse skupaj, da se nič ne bom poškodoval, pa modil se je že, no. In ja, ampak sem čas zamenjal, pa smo rešili, no, tako da. Točno, veš, toliko je enih stvari, da sem že kar malo pozabil. Dobar, ne? Ker si osredotočen sam na punce, ne? A veš, ker pa berem tam, želim si Angelino, Julia Roberts, Britney Spears, Adele, Lady Gaga, Severino. Ej, mi ti damo 4 čikaske za jutr, za družbo, a bo v redu? Ja, bom mogel. Ne, super bo, super. Ej, a mogoče, zdaj sodeloval si kar s precej fanti, kaj pa s čikaskami? Jutr se lahko zmeniš za mogoče kak špil. Ja, lej, bomo videli, kaj bo pol po špilu, ne. Če bo par kuhančkov padlo, se veš, se povezave kar pletejo. Šank dela svoje. Ja, lej, šank je vedno najboljša povezava do vsakega. Šank connecting people, veš, tako je imela včasih Nokia. Ja. Daj mi povej, koliko je prišlo do sodelovanja in sploh do komada Sir? Ja, to je reč pa res zelo zanimiva zgodba. Rej en dan prišel, je rekel, veš kaj, eno bedarijo imam, ne, ker jaz mu pa skozi že prej obljubil, pa razlagal, jaz sem smučar, učitelj smučanja, smučamo po Avstriji, tam gor so avstrijski komadi, to je žurka, ne, to, ko si tam gor po pancerih, pa ko to poka, ne, in to je pač res dobro, ne, in sem rekel, jaz bi ta komad. In pol enkrat se on spomne, da ima noter, je rekel, lej, ko smo enkrat bili, smo neki tam se zabavali in posneli, imam sam en del, odkot je sir, krava dala mlek, ne. Pa sem se rekel, fajn, ne, to se res dobro sliš, ne. Sem rekel, ker vem, da tudi avstrijskih priši komadov imajo en kup takih bedarij, ko je pač sam, da gre takoj v uho. In smo rekli, dajmo to probati res zaokrožiti v neko celoto. In smo pol zaokrožili, pol je pa tudi rekel, nekaj bi mi pasali zraven, da bi bila neka kombinacija in smo že razmišljali svašta nekih opcij, da bi bilo 4 bendi poleg mene, da bi imeli ful različno možno kombinacijo, pol smo začeli 2, 3, spet s Polkaholik in ne, smo že naredili 2, v glavnem en kup kombinacij in na koncu smo pa čisto po naključju naša videoprodukcija snemala videospot za fehtarje, za mojo Slovenijo takrat in sem šel kot organizacijsko zraven pomagati in so fehtarji začeli, veš, mi bi mogli skupaj narediti komad, ne, pa mi bi mogli skupaj narediti komad, pa veš, pa mi smo taki vsi skupaj isti butlje, ne, če po domače rečem. In pol smo se nekako iz tega ven začeli malo zajebavati in iz heca iz komada, iz heca za sodelovanje je prišlo skupaj ena ta čudna kombinacija in evo ga, no, smo naredili to après-ski, kako bi rekel, odpičeno zadevo. Da ne rečemo himno. Da je bila meni všeč. Après-ski je himno. Ja, vidiš to, po trapastem se rodijo to takele dobre ideje. Tako, ja, tako. Ampak moram pa reči nekaj, da iz tega glavnega huka, ne, odkot je sir, krava dala mek, smo pa imeli kar problem, kako bi kitice zapeljali. Smo mislili, da imamo še kitice nekaj na totalno bedarijo, ne. Po smo se pa spomnili, da imamo narediti nekaj vseeno zaokroženo, napili smo se ga in po smo se sprašvali in evo, je pa tak zelo zanimivo izpadlo. Šank dela svoje. Tako, pač klasično smučarstvo. Minister za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Til, juter. Ne bi rekel. Til, juter na glavo. Joj, sej ima airbag. Mislim, a ne gremo na hrib, na Celjsko, ne na glavo. Ponavadi gremo nazaj. A veš, nazaj se Vse tudi, možne. nazaj moraš tudi prijeti, Ja, ker to je gor ne problem. boš ostal. Še noben dni. No, Pa dobro, sam dol se lahko tališ, prevračaš svašta. Imamo, Ja. zapise zgodovine, pa ne bi v tem, ne, ker smo Ja, rekli ja. do 10 pač, ne. Minister opozarja, tudi če ni res. To se bo hmalo vesel. Tako. Til, hvala ti, ker si v letu, no, jutri pa, kot rečeno, uživo na Celjski koči. Najlepša hvala za povabilo, jutri pa ja, gremo ga žurati. No, gremo se spraševati zdaj, odkot je krava dala sir. Čau. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.